Moja ocena posveta je, da je glede na relativno majhno število še vedno obravnaval aktualne teme in da te stvari, ki jih pač počnemo, očitno imajo neko dobo trajanja, tudi če se včasih kakšna zadeva ponovi. Tako da mislim, da je treba z posveti v tej obliki nadaljevati, pa mogoče poskušati pritegniti to zainteresirano javnost s kakšnimi temami vnaprej preizkušenimi, ki so se v preteklosti pokazale kot dosti odmevne. Moram se tudi zahvaliti seveda organizatorju v Združenju za poslovanje z nepremičninami pri zbornici, ker da je omogočil predstavitev projekta After, ki teče kot mednarodni projekt v sodelovanju med 6 državami in 23 udeleženci, kjer je tudi med ostalimi partnerji Slovenije, ki sta ZRMK in pa Spekter iz Trbovelj, prisoten SPL DD kot eden od partnerjev v projektu in bi naj dal ta projekt na koncu neke možnosti oziroma neka znanja o hitrem ukrepanju pri varčevanju ali pa hitrih ukrepih, s katerimi lahko ljudje z malo investicije privarčujejo pri porabi energije. To, bom rekel, se mi je kot priložnost, ki je bila dana, pokazala res kot pozitivna, ker projekt je štartal zdaj v letu 2011 v začetku leta in bo trajal predvidoma do leta 2014 in je dobro, da je ta zainteresirana javnost, če zdaj govorimo o upravnikih večstanovanjskih stavb, čemur ta projekt služi, slišala že na začetku, da ta stvar teče. Toliko. Hvala. Sem Vera Zevnik, prihajam iz družbe Domplan DD iz Kranja, ukvarjamo se z upravljanjem večstanovanjskih stavb. Redno se udeležujemo tega portoroškega posveta in tako kot vedno do sedaj ocenjujem, da je tudi ta bil pripravljen zelo premišljeno in z zanimivimi temami. Še zlasti ocenjujem, da so tudi udeleženci sprejeli teme, ki so bile obravnavane na stanovanjski sekciji kot zelo zanimive, tako da nam je celo primanjkovalo časa za obdelavo vseh vprašanj in za popolno diskusijo. Tudi letošnji nepremičninski posvet v Portorožu se ukvarja z pomembnimi temami za ljudi, za gospodarstvo, za družbo. Tako smo včeraj posvetili okroglo mizo izredno pomembni temi, to je kako zagotoviti energetsko učinkovitost stavb, ki je sigurno tema, ki bi bila tudi za dinamiziranje gospodarstva izjemnega pomena, če bi se jo znali lotiti na nekoliko bolj organiziran način kot do zdaj, ko so bili sicer določeni rezultati doseženi. Ugotovili smo, da bi bilo potrebno postaviti popolnoma jasen program, ki bi zagotovil, da bi dejansko Slovenija do leta 2020 dosegla cilje, ki so bili postavljeni z evropskimi direktivami glede energetske učinkovitosti stavb. Seveda bi bilo za to potrebno zagotoviti ustrezne finančne, kadrovske in organizacijske pogoje, da bi lahko ta cilj dosegli. Danes smo se seveda začeli ukvarjati z drugimi temami, kot je spremembo zakona o zemljiški knjigi, kjer smo seveda ugotovili poleg nekaterih pozitivnih rezultatov spremembe zakona o zemljiški knjigi tudi vrsto problemov, ki bi jih morali mnogo hitreje reševati, kajti zaradi nekaterih rešitev v spremenjenem zakonu o zemljiški knjigi nastajajo v gospodarski praksi številni problemi in tudi velike škode. Tako da mislimo, da ugotavljali smo, da bo potrebno, da se nova vlada takoj loti ponovne spremembe zakona o zemljiški knjigi, čeprav je bil komaj letos spomladi spremenjen.